Najprej je zagorelo na podstrešju srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa se je ob pomoči vetra razširil na sosednja objekta. Zaradi odsotnosti požarnih zidov, zelo stare gradnje, je imel požar neovirano pot, da se je širil na ostrešja sosednjih zgradb. Praktično je delovalo to kot ena velika zgradba. Ob prihodu so se stanovalci že samo evakuirali iz objekta. 3 hiše so sicer pogorele, 2 ali pa še več so jih pa rešili. In to brez posredovanja gasilcev bi seveda bila katastrofa še bistveno večja. V obsežni akciji je sodelovalo okrog 110 gasilcev iz 9 enot Gasilske zveze Ivančna Gorica. Skupnimi močmi so požar hitro in uspešno omejili. Požar je bil omejen v kakih 3 urah, se je pa tekom cele noči še odkrivalo in gasilo posamezna žarišča v objektih. Akcija pa, kot vidite, še ni zaključena, saj so ekipe dežurne še vedno prisotne tukaj. Ob našem prihodu so bili sredi dela tudi kriminalistični tehniki, ki so preiskovali pogorišče in iskali vzrok za požar, kakršnega v Višnji Gori že dolgo ni bilo. Jutro je pokazalo vse razsežnosti te nesreče, ki se je včeraj zgodila. Moram reči, da je kar žalostno videti. Me pa hrabri to, da smo takoj zjutraj zopet začeli z akcijo in se pogovarjati o tem, kako bomo čim prej odpravili posledice. Župana pa v tragediji veseli medsosedska solidarnost. 2 družini sta namreč noč preživeli pri sosedih, 3. pa je prespala pri sorodnikih. Iščejo pa že dolgoročne rešitve. Je potrebno zagotoviti tem družinam možnost bivanja za naslednjih vsaj nekaj mesecev. In ker so se ponudniki turističnih kapacitet iz občine že odzvali in ponudili svoje kapacitete, mislim, da jih bomo naselili pri njih. Občina bo zdaj vse moči usmerila v čimprejšnjo sanacijo hiš, ki bi družinam omogočila vrnitev domov.